Zadnja oddaja opazovalnice pred poletjem. Kako? Zakaj? A napoveduješ slučajno golf tekmo? Ti znan stavek start with a bang. Get their attention. There's been a rape up there. There's been a rape up there. Ja. To je, lahko sem videl ta šala izven konteksta tega, da je mogoče ena top 5 šal v angliškem The Office. Ne? Ja. To mislim, da je treba razložiti. Ker mislim, da ne moramo kar randomly začeti podcasta s stavkom There's been a rape up there. Ja, to je res. Za tiste, ki niste gledali Office, to je ena izmed šal Davida Brenta, oziroma ena izmed izjav Davida Brenta v epizodi Ne, kjer je epizodi že? Ja, tam, ki pride ki igra na kitaro. I forget the name. Drugače pa smo hoteli začeti današnjo poslednjo epizodo opazovalnice pred poletjem z nečim čist drugačnim, in sicer novo imitacijo imam Anžeta Tomiča. Ker prejšnja je bila res tak hit. Ja, ne, prejšnja je bila nasplošna, zdaj imam pa novo imitacijo, to sem pa delal en teden, potem sem se še imel priliko poslušati. Lahko sem napredno rečeš, ne? A pa ti hočeš takole zbijati ceno za nastope? Ne, pač ti je naroden, ti je ne, ampak v resnici počaščen, v resnici polaskan. Imitacija je pa Anžet Tomič, ko dobi donacijo na PayPal. Lepa. To se mora nehati. Priznaj, da ta pa je bila spot on. Ja, mislim, ne. Zadnja je bila Anžet Tomič na splošno, ta je bila pa Anžet Tomič potem, ko prije donacija na PayPal. Lepa. Jaz se ne smem tako. Stari, ko se smeš? Oh, God. Škaj je bilo grozno, ker sem dejansko pol tweetu, so mi dlje tweetali, da je bila, a ne. Slabo. Da je bila imitacija dobra. Mislim, dobra. Meni je rekel, da je bila dobra. No, mogoče so kdo rekel, da je bila dobra, ampak redo. Plis, ljevejo. Dej povej tvoj zdaj že, saj za mrežo Aparatus, ponarodeli admin. Ta podcast je zastonj. www.aparatus.si/podpri. Hvala. Okay. A kar nehala. Ne mi reč, da ni to zen marketinga, zen PR-a, kar zga dubu v lifeu. Yeah. Ne mi reč tega, please. Ne mi reč, da ni. Ne zanikaj. Hočeš reči, da boš na eni točki predaval na neki marketinški konferenci. Kaj je v Torožu tisto? Sof. Jonas je imel tam predavanje. Joco je vodil tisto prireditev. Ja. Kdaj so pa standardi padli na tej prireditvi? Ker jaz se spomnim, ko so eminentna imena predavala in vodila. Zdaj pa vidim, da pa je to drugače. Drugače, ok. V glavnem... Vse je cool. Ja, zdaj morava eno stvar povedati. Ne. Tvoja greščina, ne, če prav razumem, na podeželju, ja. Ne, je zaključena. To se pravi, zdaj si dejansko ne samo po obleki in obnašanju človek ruralnega sveta iz leta 1740, zdaj si se tja dejansko preselil, če prav razumem. Porka Madonna, kam jaz najprej sem enkrat sliku enega, ki je enega v baročni obleki s tvojih, as you claim, 1730, pa sebe. Pač timeless gentleman fashion style. Ja. In pol si ti pa smejal. In to bom tweetnul in te bom dal v mention. Ja. In v hashtag. In v mention in v hashtag. Okay. Vse tem dal. Zdaj sem prav countryside gentleman. Kar si vedno hotel. Kar sem vedno hotel. V tej vlogi se vidim. Tudi, če bi bil princ, recimo, ne, če bi bil iz kraljeve družine, ali pa če bi bil konec koncev tudi kralj, bi mi bilo... Jaz bi bil bolj tako kot Duke of Windsor, Edward VIII, ne, ki mu je šlo na živce, pač te procesije, pa to. Jaz imam, tem se reče the idle class. Veš, kaj mi je najbolj cool? Da ti v bistvu vse je joke, ne? Malo je joke, malo je zares, ne? Ampak ti dejansko brez ironije v glasu rečeš, če bi jaz bil kralj. Aim high. Ja, točno to, ja. Veš kaj, ful stvari se malo še za pogovarjati, napreden greva o srednji temi Star Treka, ne?
Tisti je zaključek. Ti si zaključek, to je res. Ena stvar, ki jo moram, moram te, ker te prekinem, moram te prekiniti. 8.8. ob 9. Jazz Club Gajo Ljubljana. To je treba povedati. To je pa treba povedati. Informacije bojo nadaljne, ampak takrat, še enkrat bom to rekel, 8.8. ob 9. Jazz Club Gajo, center Ljubljane, to se pravi zdaj za Godlerja, tu je mesto, zdaj, ki si se preselil nazaj v Salzburg. Jazz koncert. Tomič na basu, jaz bom na klavirju. Točno to. Boki poje, kar je zanimivo. Boki poje. Kar je zanimivo. Tale pižama igra pa na najmanjši inštrument, ki je možen. Napir? Ne razumem. V glavnem, zdaj tale zmeda, se pravi, 8.8. bojo, zdaj tisti, ki aparatus, saj celo mrežo že dlje spremljate, veste, da enkrat na leto imamo poleti živ event, live event, ki, povej. Hotel sem reči, da se zelo veselim tega. Ja. Resno se veselim zaradi tega, ker dolg časa sem te spraševal, kdaj bomo kaj naredili v živo. Zaradi tega, ker je res happening. Ko sem poslušal za nazaj oddaje, ki ste jih delali v živo, se čuti, da je happening in se res veselim. 8.8. Mogoče boš. Ne, še do zdaj še nikoli ni bil. Pa ga je res fajn plec. Tako da bomo pa seveda, ker bojo to žive podrobnosti, hashtag žive podrobnosti, če hočete tweetati ali pa kaj, bomo naredili weird zadeve, to se pravi, kjer najdemo zanimive in weird stvari na internetu in se o njih pogovarjamo. Bomo pa seveda Boki Nagbar, to je ta človek, gastarbajter iz Španije, ki mu pač dajemo nekaj zadelati. Ne ve sicer kdo je, ampak mu dajemo šanse. Dajmo mu šanse, ne. Mlad, še neuveljavljen. Tako. Potem bo Kleja Pičangor iz Pižama. Pižama? Okay. Potem bo pa tudi Juri Godler. Ja. To je pri Jazz Club Gajo, za tiste, ki ne veste, pri ameriški ambasadi za varnost je poskrbljeno. To je res. In pa seveda jaz, kar pa to ne vem, če je podatek, ampak mi štirje bomo. Ja. Ne, je pa res, da jaz se tudi ful veselim tega, tako da bom še enkrat omenil 8.8. Bojo kanapeji. Ali ne? Ne bo kanapeja. Bomo pa takoj, ko se konča, smo pa organizirali v Tivoliju, manj kolega, ki bo 3 lisice zrihtal, in gremo fox hunting. Tako da v Barburiju, prosim, če prijete. V temi? Ja. Jaz sem šel v hotel. Jaz bom... ker mogoče kakšen koktejl spijemo. Ja, to je pa dejstvo, kakšen dry martini. Ja. Kakšen, V glavnem, to je ena stvar. Druga stvar, o kateri si se mora pogovarjati, še vedno niso igrala golfa. Oprosti, zanj sem skupen chat na Facebooku napisal naslednji petek ali četrtek na izbiro, ni bilo odgovora. Lahko je samo eno stvar v obrambo povem. Jaz sem z golfa prišel. Ja. Jure je zdaj prišel do mene in je v letu, zato ker je prišel v geto, veš, v Ljubljani. Ti veš, ki živiš. Točno to. In je gor prinesel palce, ni upal avto. Če sem jih imel spredi in sem se bal, ker mi je že zmanjkalo cedeli avto. Ja, pa ne klene. Ja, ne vem. Ne vem. Ne Brez značke, brez pokrova za vzvratno. Ja. In tako, ne. Kriminal je prisoten. Ne zganjajmo histerije. Ne, ni histerija, pač povem. Okay. Kriminal je prisoten, pazite se, ljudje. Čeprav Ljubljana je kar varno mesto, ne bomo pretiravali. Ja, obstajajo, so pa te uličice, ne. Ti si zelo... Klej, on the south side, ja. Ne vem, kako točno funkcionira. Metelkovo imaš blizu. Dej ne bi tunmo, z mikrofonom ne bi tunmo delo. V glavnem, Jure je dejansko gor prinesel palce, ampak še enkrat, mi dva res bova na eni točki igrala golf. Jaz obljubam to, mi dva bova na eni točki igrala golf. To moramo narediti, ker bo že zelo vroče. Ja, to je res, ja. In je pol tako. If you can take the heat, get out of the kitchen, ne, se temu reče, ne. Veš, kako se še reče, if you never played golf? Si Anže Tomič. Kaj imaš tiste kapce, Star Trek Beyond? To še pride. V te šparam, da smo vas slikala po poletni pauzi, ko bo delala Beyond. Lahko, ti z njo pa kapca ena zraven, prezmen. V glavnem, sem pa mal presenečen, moram reči, zdaj, ker sem videl tvoje palce
Ja. Malo sem pa presenečen, malo pozitivno, malo negativno. Zakaj pa negativno? Pa ne vem, Nike palce, a res? Moj Ja. trener pri golfu, odličen Janez Grilc, sem ga vprašal, sem rekel, gospod trener, zdaj pa mene zanimajo najboljše palice možne. Rekel, koliko denarja pa pripravljen dati? Sem rekel, ponavljam. Mene zanimajo najboljše možne palce. In mi je naredil en izbor palc in jaz sem te palce nabavil. Nove, rabljene? Popolnoma nove. Popolnoma nove. Ja, iz Anglije, UK. Shocking. Tako da ne vidijo, da delaš ti muve, ko primeriš palce. Tako daleč, ki pa tale Vapor Nike vnese. Ja. Lahko review-je gledaš, to je dejansko Bom dal v zapiske, to je Nike Vapor Pro. Vapor Pro. Okay. Ja. Pa Callaway železa, pa Nike Pater. Pater mi je všeč, Pater mi je všeč. Zelo je težko. Težek je meni to všeč. Ker na minigolfu je kul, če je malo težja palca. Na minigolfu je rekel. V istem stavku, ko se pogovarjamo o navadnem golfu. Enkrat bomo šla minigolf igrati, da ti priješ s tem. Minigolfu. A ti lahko nekaj povem, minigolf, ne? Ja. Če ga igraš dejansko po pravilih, ne? Da se ne sme dotakniti žogca. So to pravila? Ja, so pravila. Da se žogca ne sme dotakniti, je zajebana stvar. Tudi tam je green, stari, moraš ti prijeti čez ovire, to ni zajeban, mislim, to ni simpel. Čez ovire, kaj so, miške? Ne, pa ne, veš, looping. Aha. Looping. Stari, looping je, kako je looping zajeban? Pa če igraš na 7 udarcev, stari, po mojem nimaš za burek, če igraš igrati. Ja, so tudi pari. Kako misliš pa? Ja, ne, 7 na luknjo ponovadi. 7 na luknjo? 7 na luknjo. Pa moraš prijeti, če prav igraš, moraš prijeti, a ne, če ne vem, če veš, kako zgleda minigolf igrišče. Kako 7 na luknjo? Kaj je luknja, Murski Soboti ali kje? Ne, ampak, glih to ti razlagam. Forejo temu, da pač, kao, imaš fairway pa green, tudi tam. Aha, ok. Prav fairway je ta raven del, green je pa to okrogo del na koncu, tam, kaj je luknja. Ja. In zdaj ti imaš pač 7krat moraš čez te ovire prijeti, in ene so zajebane. To ni tako, až moraš žogca dejansko do greena prijeti, iz prve. Iz prve, ja. Če drugač bi si ti, recimo, ko so te uvere, recimo, ne vem, kaj je ta looping, bi si jo nažgal do loopinga, pa bi jo pa tam, razumeš, si na centreru, pa bi jo od bližje udaril noter. In je valjda lažje, ne? Ti v bistvu zmeraj začneš iz tija in moraš priti čez cel fairway, odvisen od uvere, ki je na sredini, polka si pa na greenu, pa lahko tam noter lepo pataš, ne? Tega, škoda ni to, veš, prijatelj, ja. To je resen šport, ne? Je resen šport za kriple, ali za koga, ne vem. No, le, enkrat bo tudi to igrala, ne sam normalnega. Prav, ja, tega normalnega pa pred poletjem, ne? In to bo posebna izdaja Stvar. In v tisti epizodi bo Stvar pokal, ki ga mi je z domov nesel. Ja. Drugač pa, no, da zdaj, ko si Stvar omenil, jaz bi še to nočem preveč skakati, bi se raj vrnil bi se nazaj pa še na golf neki, ampak mi dva sva presenetljivo blizu z dvema najnima videota, ne, pri Stvari, ne. Ja, kaj skozi šeraš, jaz ga res ne skozi šeram, pač ljudje gledajo, kar jim je všeč, ne. Ne, zanj sem videl, Jože je dal gor, vem, bil je annotation na YouTube videu. Mogoče ti bo všeč tudi ta video. What? In sem gor kliknil in je bil link na tvoj video. Ja, zato ker je očitno je popularen, ne? Očitno je, zato ga YouTube kaže, ne? Ne, annotation je Jože naredil na video svoj. Aha, na svoj video. Ja, mogoče ti. Oglej si tudi to. In sem kliknil gor in je bil video, in sem rekel, fair play, a tako tudi pri golfu. Ne, pa sem mislil, da to zdaj lahko avtomatično naštimaš, pa algoritem pogleda, ni to tako narejen. Ja, ne za annotation. Za tisto, kar ti YouTube predlaga, okay, kar pa annotation. Si dejansko danes, če bi šel pogledat, bi me že spet vodil za 81 gledal. Normalno, da. Ja, tako da ne vem. Tako da ljudje, pejte pogledat Stvar na YouTube. Ja. Joco Hud Production je dobra stvar je. Človek kaže nagrade, en pa škatlo odpakirava. Gadgeta, ki ni moj. Gadgeta, ki je najbolj useless stvar v lifeu. Sam je lušten. Zdaj, če prideš Joco to pisarno, vidiš, koliko ima YouTube subscriberja. Ja, jaz delam fotografijo. Pohval mojo sliko. Ja, do tega hotel sem lepo pripeljal do sam. Aha, ok. Zdaj, ne vem, bili smo, to smo mi že govorila, sedeli smo za mizo, po moje 2 ure,
Se pravi, gremo od leve proti desni. Ja. A boš ti povedal? Ne, ti kar povej, lepo si začel. Ja, da smo jaz, ti, potem pa Jože, pa Jonas, in smo se 2 ure pogovarjali, in potem je Godler, zaradi tega, ker še enkrat on je iz leta 1730, privlekel ven nek res katastrofalen, kar se meni tiče. Se mi mogel videti izraz, ne, sere. Pač lajka, fotoaparat. Lajka fotoaparat. Tako na film, ne. Analog. Tako in je naredil par fotke, eno celo od mene, ki je ok, potem eno, ki ima Jonas zaprte oči, pa Joca ok izgleda. Jonas je star. Pa potem, mene si celo 2 sliko, 2 slike si name pokoril. Ok, to spoštujem, koliko 36 jih je, ne? Ne, tlele sem jih imel 24. Samo, ja. Ok, lepa. No, obstaja pa tudi ena fotka, ki smo vsi 4 gorno, tako da če nam jo rata poskenirati, bo ki objavlja, je res. Jaz bi jo dal kar pod annotation, zato ne moramo, taki prasi pa ne moramo biti govoriti o tem. Govoriti o tem pa Ja, pa ok, bomo dali še fotko. Mislim, se lahko slikaš z... Ja, bom s telefonom slikal, če neš drugega. S telefonom, prav moderno, urbano. Pa še eno stvar se mora pogovarjati, da ne gre naprej. Pogledal je na uro. Ja. Koliko pa je ura, Jure? No, ura 25:60. Cartier. Koliko je ura? Koliko je dejansko ura? Pardon, 9:25. Ok, sem se malo strašil, da ti narobe kaže. Ne, zakaj ti je všeč moja ura? Ne ve, a mi je všeč tvoja ura? Zakaj bi mi mogla biti všeč tvoja ura? Ker je timeless klasična. Ker je Cartier. Povej, bom dal link. Kaj si to, kako se reče? Ura? Ja, kaj je to? Cartier Tank. Tank. Ne poznaš tega? Ta ANK. Ja, to je tako kot Rolex Submariner. Recimo, ali pa Datejust, ali pa... To ne vem več, kaj govoriš. Jaz sam Submariner, ja poznam. Ali pa Omega Seamaster. Aha, ok, to pa dobro, to so. Ali pa Jäger LeCoultre, Reverso. To so timeless ure, jaz oboževalec ure. Če že izpostavljaš, jaz ne vem kaj. Kaj da nisi hotel govoriti o uri. O uri! Moram pa reči, da je zelo... Razumem, ker si pač objavil v Ulmučetu 17,000 stvari, razumem zgodovino, razumem, da je to ena od teh urne, ampak meni osebno zgleda zelo ženska. Pa to te ne trolam. Ne trolam te, pač zgleda zelo... Pač size je small. Ja. Če imam že tisto veliko drugo, ko je Omega, imam to malo manjšo, to sem si zaželel. Zlato. Ne? Pa tako, glej, jaz sem ljubitelj ur. Ja, jaz to štekam. Jaz to, da si ljubitelj ur, či štekam. Ne? Poglej Warren Beatty, a je bilo njem premehna? Ni bila. Poglej Jacoba Rothschilda. A je premehna? Očitno ne. In on je pa že videl malo sveta. Rothschild je videl že malo sveta. Tako da, če mu rečeš, da ima Rothschild žensko uro, se z njim zmen. A veš, ti imaš okus za ure tak bolj čuden, no, ne vem. Zakaj imam bolj čuden? Ja. Sem ti pokazal, jaz če bi imel disposable income, ne bi si kupil unga Nomosa, ta plavga. Ja, Nomos, ja. To so tako muhe enodnevnice, ki display pa... Ni display, nima displeja. Ki display jocotov pa... Aha, ok. Pa fidget spinner pa, da ne začnem. No, drugače še to, da pač jaz sem imel pa... Ta prva stvar, ki sem si jo kupil z svojimi prihranki, ne, ja? Je bila ura. Kjera ura? Zdaj se boš smejal, ne, ampak jaz sem to uro res uničil. Zdaj jo iščem, klepo pisarni, ker jo še nekje imam, čeprav je čisto razpadla. Razpadla, to je mogla biti dobra ura. Stari, zdržala je, bil sem star 12, šparil sem in sem jo imel po moje do ene 5 let nazaj, kaj to pol pomeni, zdaj sem... Casio Calculator Watch. Ne, uno sem imel. Si jo imel? Ne, jaz nisem imel Calculator Watch, imel sem uno, ki je bil pilot gor, uno sem imel. Točno vem, kjer. Kaj sem jaz to delal? V štacunah. Stari, sem šel v lesnino. To je bilo vrhunsko. Si se zabal. Človek je razlagal, ja, to je pa ta TV, ja, veš, ko ne vem, Sony Trinitron. A veste, gospod, to je res taka slika, pa sem Tomič uleti, star 10 let, valjda sprogramira in mu ga ugasne med predstavitvijo, stari. Isto, res, kašen debil sem bil. Pa smešno. To je bil Magic. Una ura je bila Magic. To je bila, pač ljudje, če ne veste, to je bila Casio ura, ki je imela gor dejansko
polno številčnico in pa zraven IR blaster. Ne? Ampak je bila bolovska številčnica. Ne? Ja, tako, pač snehna je bila. Pač. Ampak je imela IR blaster in valjda se pač prekasje to pogruntali, da ti lahko, ne tako kot za univerzalnega daljinca, ki ga kupiš, ne lahko vse kode nodaš. So tako bilo narejeno, da si jo lahko naučil, ne? Ja. Si lahko noter v senzor, ne, pa se je naučil. Zdaj sem ugašal te veje. Ja, to zgledal, ker so imeli celo steno, pa katodnih, veš. In sem pa leso letel. Dobrih. Ja, in sem ugasnil, gumb je bil pa rdeč, mislim, da desno spode je bil ogromen rdeč gumb. Ogromen rdeč gumb, vem, poznam to uro. Ja, in sem pritisnil in se je cela vrsta, tako, ne vem, so bili Samsungi, razumeš, ne vem kva, sem se cela vrsta ugasnila, že res preveč dobro. Tako, res ekstra dobro. No. Ja, in kje je pa zdaj ta ura? A ta, ki sem jo pa kupil, je bil pa Casio G-Shock. Eden prvi Casio G-Shockov z unim ta velikim G-gumbom na sredini in je imel uno luminescence, ali so oni temu rekli, ker ga si pritisnil, ni bila sam lučka, a veš, ki je pri strani svetla, ne? Ja. Ampak, ki si pritisnil, je tako cel ta LCD-ček je zažarel. In kaj je naslednja, dizel? Ne, imam pa še eno Adidas Originals. Fino, to je, če te veseli, kar te veseli, jaz rečem, deli kar te veseli, ne škoda drugim sočloveku, pa be safe. Ne, to mi je pa babi kupila, ker sem diplomiral, je rekla, da mi bi uro kupila, je povedala budžet, povedala je budžet, pa sem jo pa na eBayu naročil. Ja, vse to je cool. Mislim, na eBayu pa najdeš marsikaj, to je pa treba priznati. Sam moraš nekaj narediti, ne, če iščeš, moraš dati pod nujno condition new, pa buy it now, ker veš, da če boš šel na bidding. Ja, to zato, ker ne porabljaš sniper programov, ne? Jaz uporabljam računalnik zato, da pišem roman, da pišem mail, odpišem, tu pa tam kakšen chat udaram. Ja. A nisi nikoli snajpil? Ne. A veš, kaj je to? Jaz sem slišal, ti tiska naštimaš, pa ti on bida. Ja, ne, ampak on ti bida v zadnji sekundi, ne? Ja. Da umetno ne dviguješ, ne? Sem že zgubil parkrat pred tem, to vem. Tako da imam izkušnje s tem v tem oziru. Ja, jaz sem par stvari vrhunskih dobil na ta način. A res? Ja, res je. Prav res, kako se bargaini so na eBayu. Ampak veš, daj smo bili, saj tako je bilo, ker sem jaz več kupoval, je bilo zmeraj v nedelo. V nedelo? Zato, ker je folk dal bidding war, ne? Aha. Razumeš, ampak to si vedel za pol ljudje, ki imajo šihte pa to in se hoče tega sam losati. Razumeš, in so dali gor in pa je bilo zmeraj ponovati, en teden je bilo gor in pa v nedelo se je zaključila dražba, ne? Tako si vedel, a veš. Odvisno od dneva, ne? Ker če je človek imel cajt med tednom to delati, ne? Pol je bil profi, pa je že vedel, koliko je cena. Lovniki se pa v nedelo končajo, bila pa zmeraj tako malo nižja cena. To sem jaz takrat pogruntil. Ne vem, koliko je res, ampak dve stvari sem res dobre dobil takrat. No. eBay je magic za določene stvari. Definitivno, ja. Res you gotta shop around. V glavnem, se pravi, Cartier Tank. Pa zakaj pa tank? To je model, prav star, tako se imenuje. Ja, to je človek. Ker to so, mislim, da je narejen po enih, mislim, da se imenuje po tem, ker so imeli takšne ure konc prve svetovne vojne vojaki v takem slogu in pa so ta slog s tem Krono. Drgulček. Ja, okay. Cartier. Ja. Lej. Jaz sem ljubitelj finih stvari. To je res. Sam čakam, da boš si upedenil eno Versace majico zlato. Versace je rekel. Jaz sem v podcast majici, Defaultcast podcast. To so majice, ki jih kupujem, da podpiram podcast. Anže, ti si poln majčk raznih pa kap Star Trek Beyond. To ne vem, če ti lahko pustim. Pa to smo takrat dobili, ko smo šli na premiero. Pa ti nisi hotel. Se še zmeraj nočem. Ja, okej. Bova slikana v teh kapah. V glavnem, in ko že omenja Star Trek... A je še časa? Ja, nekega je, zvana 25 minuti, mislim, da so. Super, to pa je super. Danes se pogovarjava o Star Treku 11, ki pa je hkrati reboot, ne? Reboot celotne serije. Ja. Celotne serije filmov Star Trek. A ja, pa sem še na hiter, da sem jaz dobil vse filme od enke do 6. To smo pa, res na Facebooku unika, spremljate aparatus, ste to videli, ne? Ja. Zdaj imam vse filme in poleti
tam nekje avgusta si vabljen. V Mansion. Tako 6 tednov bo, enkrat na teden, to bo sobota, ker s tem bomo budil, pa bo taka privat družba, ti pa mogoče še kdo, da bomo pogledali te filme in kot je bil ritual, vsa leta, ki sem jaz hodil v osnovno šolo, so na Sat.1 vrteli filme Star Trek, vsako soboto enega in to ob 8. In jaz sem to obudil, in to so vsako poletje delali. Ja. To ni bilo samo eno poletje, vsako poletje je bil tako konc junija se je začela z enko in pol, tako naprej do, koliko je pa katero leto je bilo. In to bomo zdaj naredili in bo na projektorju preko, tako kot je bilo, da bo čim bolj avtentična izkušnja, kot je bila v Kinodvor in bomo pogledali. Kinoteki se pričujem. In bomo pogledali filme od 1 do 6. Z originalno posadko. Upam, da boš imel čas, no. To bo zdaj v kratkem poleti. Odlično. A se moram posebej obleči? Ja, tebe prosto obleči. Sam gate me gor, če lahko reče. Sam gate me gor. Ne, sem glih. Pač neprijetn aksen, hotel reči. Ne, sam gate, fuj. Ja, jaz ne vem, kam me vavaš, stari. To bo neka taka eyes wide shut scena, ne. Jaz bom prišel in bo nek Mansion, pa vsi bomo v maskah. Sam gate me gor, to bi bil pa dober naslov, sam ti ga že imaš. Ja, jaz ne, naslov bo, sem se odločil, že vedno niso igrali golfa. Ja, čeprav sam gate me gor, je hud naslov. V glavnem, lej ta reboot, no. Ja, zdaj pa k rebootu. Kje ne začneva? Jaz sem opazil, da zelo dobro začneva se pogovarjati o Star Trek filmu, če se vrnemo tisti čas, pa rečemo, kakšen je bil pogled na Star Trek oziroma na celo štorijo takrat? Kakšen je bil tvoj pogled? Kaj si ti imel takrat od Star Treka, ko so, oziroma ne, tako bomo rekli, po Nemesisu pa do... Ja, tako kot veš, jaz sem nad Enterpriseom obupal po 2 sezonah. Ne? A ja, čakaj. Takrat. Tega pa nisem vedel. Ja, takrat, ne, pol sem pa gledal zdaj, ne. Jaz mislim, da si ti tako skoraj čist nič ni izgledal takrat. Ne, sem dejansko, jaz sem 2 sezone, pa sem pa na eni točki obupal. Točno vem, pri kjer modelu. Ne vem, je Time Travel, ki gre kaj je bila... Govoriš o drugi sezoni. Drugi sezoni, stari avtomobili so v igri, no, in so že spet nekje in sem rekel, to nam več gledal. Pač ne bom več gledal, tako boring je bilo. Nek Creek je bil. Možno, spet neka kvazi druga, ampak ne, no, tako. Drugi del druge sezone. Zelo mogoče. Shockwave je bil. Ja, tako, to sem gledal. Cliffhanger, naslednji je bil pa nek Creek. Možno. Naslov kraja, kamor so vulkanci. Vulkanci, tako. Padl Topol in ta. Ja, no, tam sem obupal. Okay, no. In pač, kaj nisem gledal, jaz sem bil pol, ker sem slišal to, seveda na začetku ogorčen. O moj bog, to bo hollywoodski krep. Pa sem poslušal ta podcast, ki se ga res splača poslušati, ga res vsem priporočam, sploh če se takole ali mal na Star Trek, Star Wars, fantasy, če si karkoli na to nagnjen, The Incomparable, ki ga dela Jason Snell. Res so že skoraj, ne vem, mislim, da so že pri 300 epizodi, ampak vsakič nekaj obdelajo, tudi Star Trek filme obdelajo. Njemu sem poslal, ko smo bili v kinoteki, sem mu poslal. Ne. On je res, on je zelo Star Trek fan. In sem pa poslušal, so se oni pogovarjali o tem, kaj to pomeni, ker je tam tudi par res takih kamidva. Preden je prišel film. Okay. So pa rekli, da mi je v bistvu, da mi je dober, da ne se zgodi, pa všeč mi je bilo, ker so bili že spet mladi igravci, pa to ne. Pa sem začel tako razmišljati, okay, mogoče pa to lahko celo rata. Pol, ker sem zvedel, to J.J. Abrams delo, ne. Sem imel pa zelo tako reakcijo, da v bistvu, jaz sem bil tako, prvo zelo razdvojen glede tega, ne. Pa sem pa rekel, če že, on bo mogoče to v nekem duhu Star Treka šel delati. Ne vem, a bo isto, ampak sem si upal reči, da bo vsaj nekaj zadržal. Tako imam zdaj v glavi. Kaj si pa gledal od Abramsa do takrat? Kolikor si ga? Jaz sem Felicity gledal, ne. Pa Lost, ne. Ja. A veš, in pol vidiš, resmo, tudi Felicity, ki se mi zdi, da je eden bolj takih podcenjenih šovov, tak sicer skoraj teen drama, oziroma na koledžu, ne. Jaz se spomnim ženske, ne spomnim se pa neč, zakaj se. Ja, no, ona se gre na fakt, zato ker je unen, ki je všeč tam. Pač taka, zelo, a veš, ampak po drugi strani, glede na to, kako je bilo tisto narejen, ne. Ja. A veš, kako je bilo tisto narejen, potem sem Lost videl, ko so začeli delati, on že filme delal, ne. Sem rekel, mogoče pa to, te ljudje bi pa znali
tako zapakirati. A veš, nisem bil a priori proti, ker če se spomniš, jaz smo un model, ki je Nemesisa delal, ni vedel, kaj je phaser, recimo, ne. Ja. Veš, vedel sem, da se to ne bo zgodilo, kar je pa v bistvu že velik, glede na to, kako so z Nemesisom delali, ne. Minil je 7 let. Ja. 7 let ni bilo filma Star Trek, 7 let je bil dejansko Star Trek mrtev, oziroma ne, serija je trajala do 2.4, Enterprise, ampak takrat pa nič ni bilo od Star Treka in tudi, ko sem jaz začel brati o tem, pa ko sem bral en intervju, ki je bil povezan z Lostom, mislim, da je bil ena izdaja Wired revije, ki je bil guest editor Abrams. Ja, to sem bral, jaz sem jo isto bral. No, jaz sem bral. Jaz sem Wired včasih non-stop bral, ja. No, in je tam noter pisal, je bil intervju z Abramsom, pa je rekel, da bo posnel Star Trek film, ampak da on v bistvu ima veliko rajš Star Wars. Ja, v bistvu tako je rekel, da pozna Star Trek, ampak da ni nikoli neki bil. Da ni nikoli. Ja, ampak kako sem jaz to mislim, da sem se enkrat že celo malo pogovarjal, ampak jaz sem to vzel tako, da on hoče pač umiriti ljudi. Razumeš, da je bila to bolj tako taktika, calm down, a ne. Aha, v primeru, če bi bil bomb. Ne, pa ne samo v primeru, samo zato, da se pričakovanja malo resetirajo, ne. Razumeš, ker če bi on rekel, da je največji fan ever, pa bi si pričakovali Wrath of Khan, ne? Ja, ok. Ta nivo bi pričakovali, ne? To je res. Mislim, jaz glede na filme, ki sem jih gledal prej od Abramsa, sem si mislil, to ne bo slab film. Ja, se to, ne? To ne bo slab film. Edino, ko sem pa začel, bolj bereš, pa bolj liknejo storyline ven, pa to, bolj sem bral, bolj sem rekel, ojoj, in pa sem bil v enem momentu v zelo podobnem moodu, oziroma podobno ozir sem imel na ta nov film, kot ga imam zdaj na novo serijo, kjer sem prepričan, da bo shitty. da bo crappy. Ja, sem glede na film, ne? Ja, lej, in ta film je imel, to pa priznaj, vse potencijale nastavljene. Ta film je bil k en hole na golf igrišču, ozek 20 metrov, pa dolg 500 metrov. To je bil... Res je bilo treba po sredini in daleč. Ja, če tukaj ne bi šli tako, kot so po sredini in daleč, to je bilo tako nastavljeno, da je kup dreka, da ni zapovedati. To je res. Je res ali ni? To je res. Prvo kot prvo, da greš narediti reboot istega igralca, oziroma istih likov. Po temu, ko so te liki res... Ki so res legende, ki res ne moreš, tako kot bi rekel, ne vem, zdaj bo pa en prišel, pa bo namest Galoniča. Ne moreš biti. Legenda je legenda. In pazi, ko so to rekli, sem rekel, ojoj, to pa ni dobro. Še eno stvar, zdaj te pa jaz takole vprašam, o tem se nisva pa še nikoli pogovarjala, prej nadaljujeva, ampak točno vem, kje sem ostal. Pozor, ali si ti gledal kdaj kakšne fan series od Star Treka? Par sem jih mal videl, koliko pa zares gledal. A si gledal tisto, v kateri je bil en tak flamboyant, je hotel biti kot Kirk, pa ful ga je oponašal. Ne. In dobili so Takeja, da je guest star, dobili so Major Barrett, da je igral. Ja, Walter Koenig je prišel za guest star igrati. Hotel so dobiti, če tudi mislim, da Shatnerja ali Leonarda Nimoja, pa James Doohan je še takrat igral, pa ni, to je bil še živ. Ne, to nisem, ne. In oni so to delali in ko sem to gledal, DC Fontana jim je scenarije pisala. Ne poznaš tega? Mislim, da je Star Trek New Voyager se imenoval. In ko sem to gledal, pa ta nov film, sem rekel, ker tiste je bil fail, tiste fan series. Ampak so pa ful zbirali denarja in tako za njih. In ko sem pa gledal, pa se spomniš, ful velik je bil, so se menili s Shatnerjem, da bi prišel not. Pa se niso nikakor mogli zmeniti. Shocking. Shatner je bil skozi v novicah v povezavi s tem filmom. In nikoli ni prišlo do nečesa. Pa sta Kurzman pa Orči sta rekla, da sta imela neko sceno napisano, kjer on sporočilo da se Krku, a ne tako, da bi bil sam hologramček ali pa neki, ne bi se rekli, da je to preveč čizi, da se rad odločili, da ne. To sem enkrat zasledil. Ja, mislim, to, kar je naredil Leonard Nimoy v tem filmu noter, to je pa storyline sam. Ja. Jaz mislim, kaj ti misliš?
Jaz mislim, da so to, pa ta film je imel tudi dosti zamude. Je tako? To pa ne vem. Jaz mislim, da niso rekli, 2.9, jaz mislim, da je bil ta film že zaprej napovedan. Ja, pa so ga. Jaz mislim, da so se spomnili takšne zgodbe, kot je v tem filmu, kjer je time travel zgodba, kjer se ne počutiš kot bebec, tako kot pri Interstellar. Ja. Ne? Ja. Ja. Tako, ko gledaš Interstellar, pa Star Trek je imel boljši time travel stories, kot je tole. Ja. Res. Ja, je imel. Buta se počutiš, ko veš, kdo ne slike, da je to on, pa ti se res cheesy drag. No, tak time travel story, ki tako dobro funkcionira, ekipa, posadka, ki so novi, ki so mladi, ki noben noče imitirati, ki noben ne imitira lika. Ampak duh pa povzamejo, pa ne verjetno. Duh pa povzame, pa ne verjetno. Chris Pine, jaz mislim, če je že on šel potem, da bi rekel, zdaj pa jaz tako šel kot Shatner, je zbrsko stare epizode Gunsmoke, je zbrsko stare epizode Have Gun Will Travel, je zbrsko, ne vem, stare epizode Twilight Zone, kjer je bil Kirk mlajši. In če že hotel podoživeti duha človeka, ki je bil tako star kot on, da je mogel to študirati, ne pa starega Kirka, ki je poln overactinga, pa tudi ne paše na mladega človeka, če bi ga hotel imitirati. Ne? Ja, to je res. In tako kot mora ta lik povzeti, pa Spocka, jaz, ko sem gledal, jaz nisem mogel verjeti, ko sem ga zagledal, kako igra v scenah, ki niso bili close-upi, sem rekel, lega, to je pa ni moj. Ja, še ta njegov pokrčen mal. Šrakt. Ja. Jaz, ko sem ta film gledal, zgodba, a boš obnovil zgodbo za tiste, ki ga niso, ker ima smisla. Ne, pa se ne, brez veze. Jaz bi se pri zgodbi toliko stavil, ful se strinjam s tabo, da je time travel super zapeljan. Perfektno. Tako je zapeljan, da v bistvu tudi resetira zgodbo, je genialno. Ne? To se je to spomnil, me zanima. To je res dobro. A si bral kdaj? Da bi rekel v kakšen intervju, ki reče, me zanima, kdo je, ker to je mastermind, ta človek, ki se je to spomnil. Ker ti imaš v bistvu Romulane, Erik Bana, moj favorit, ki pridejo iz prihodnosti, glih tam, ko se Kirk rodi, to je top mi je tudi, da se on rodi med bitko, to je pač vrhunsko. Bolana opening scena. Ja, bolana opening scena in pač valjda, da njegov fotor umre, ker v unem vesolju je bil živ, ne? Ja. In pa isto on prije do Starfleeta, imaš nekak like, ampak vse je malo drugače, ne, vse je, kot ping-pong žog se je šla drugače tokrat, zaradi tistega eventa. Ena in edina stvar, ki mene pri tej celi zgodbi toliko moti, ne, da če ne bi bilo tega, bi bil ta film zame veliko boljši. Ne. Kaj? In to je trans-warp teleportation. Aha. To mislim, da enkrat smo se že to malo pogovarjala. Nerd alert. Kaj se ti je to vklopilo? Ne, ampak veš kaj je fora? Ja, vem. Fora je samo temu, da pač transporter ne je ena od teh stvari v Star Treku, ki so res... Je legitimna. Ja, ne, ok. Ampak to je najbolj Star Trek stvar. To je res. A veš, iz tega vse pride, da jim pol hrano dela, večina stvari je pač nekako s tem povezan. Ne? In koliko mene res me iritira, da lahko se ti prežarčeš na ladjo, ki je v warpu, ne? Ja. To je pointless. To me toliko iritira. Te iritira. Zaradi tega, ker s tem potem vso dramo uničeš. Ker pa se vse da. Efektivno se pa vse da. Okay. Pač efektivno se pa vse da. Če je to možno in če je to samo neka enačba, ki si jo je Scott izmislil, ne? Razumeš? Potem pa je vse rešen. Le Klingoni prihajajo, se bomo prežarčili na njih. Romulanci prihajajo, se bomo prežarčili na njih. Veš kaj, zdaj, ko daš takšne argumente, nimam dejansko kaj reči nazaj. Ja. Preden si pa dal argumente, sem si pa mislil, ok, glej, v tisti fazi v filmu je mal zgodba, pač mal se storyline raztrga na par strani in je to zelo convenient, brez da te
preveč užal, zdaj če si full Star Trek fan ali pa če nisi full Star Trek fan. Neka sredina je med temi dvemi fani, ki potegne spet zgodbo skup, da lahko nadaljuje pol film. In mene to ni toliko prizadelo, moram reči. No, jaz ti pa povem tako, da je pa zelo valid point, kar si povedal. To je res. Pol kar nekaj, kaj zdaj, recimo, če bo šlo naprej, kaj bomo Borge videli, pa je res to, kar rečeš, nekaj, Borgi, ni problema, bomo tam eno enačbo. Ja, imamo enačbo. Jih bo spremenil v prah. Get Scotty. Ja, get Scotty. Ne, ampak zgodba je pa drugače, res ful dobro speljana to, da imaš trga Spocka, novega Spocka, vse te stvari res funkcionirajo, tudi ta že spet Spock je pol človek, pol vulkan, vse to funkcionira. Mislim, tako ful je callbackov na pač stare filme, pa to, ne. Meni je fascinantno, kako so se spomnili, kako so dejansko naredili še ogromno prostora za podzgodbe, ker dejansko, ko bi rekel, zasnova te zgodbe je, da Spock po nesreči uniči planet. Ja, od Romulus. Tako. In tukaj je ful veliko časa, potem, ko so oni nehali, recimo, kje smo jih nazadnje videli, Undiscovered Country. Ja. Ful veliko Unification. Aha, ja. Spocka nazadnje. Spocka, ja, Unification, ja. In tu ful ene praznine še, ki se mi zdi tako, da jo bojo nekoč zapolnili. Pa se je veliko romanov, ki opisuje življenje in to. Ampak to, da je en incident, ki se je zgodil v prihodnosti in so šli potem nazaj v preteklost in potegnili nekaj naprej. In naredili to tako sveže, kot je. Jaz sem bil, najbolj me je pa, to sem imel pa solzne oči. Solzne oči sem pa dobil. Enkrat film, kako se že konča, pač Enterprise švigne, ne? Ja. Z warpom, in potem so planeti, ki so pač eni taki full 3D, pač tako, 3D efekti, tako, narejeni. In kaj naredi ta Michael Giacchino, ki je napisal soundtrack, ki je napisal vrhunski soundtrack. Res je dober. Jaz ne vem, imel sem ga pač en dan prednje prišel ven. Aha. In ga nisem čist celega poslušal in hvala Bogu ga nisem. Da nisi slišal, ja. Da nisem slišal, da je na koncu naredil osveženo temo iz The Original Series. Ja. To pa, ne no. Ja, vem. Jaz sem ga danes gledal, ne, in jaz popustim kredice do konca. Pač zmeram pri tem filmu. Ne moreš drugače. Ja, ne moreš drugače. Ne moreš drugače, ker... Jaz sem isti. Ker ko je bilo to v kinu konc tega filma, ne me hecati. To je pa... Jaz ne vem, meni se zdi, da ne vem, kdaj sem bil toliko navdušen po Wrath of Khan. V tem smislu, v toliko polnem smislu. Ja, štekam jaz. Tak blockbuster, ki je Star Trek. Ja. Ne. In to je umetnost. Ja, teh je res malo. To sta v bistvu do zdaj so bile to dvojka, recimo, ne. Ja. Wrath of Khan, 6 bliz pride. Ja. Ne, pa First Contact bliz pride, ja. Ne. Ker pri taki stvari, tudi kot pri umetnosti, ti imaš lahko, čim se omejiš z eno stvarjo. Ne? Če rečeš, ne vem, imam hudo zgodbo, bom napisal knjigo. Ja, sam moraš napisati knjigo, ki bo dobra, ki bo zabrati. Pozab na svojo idejo. Ti imaš imeti obrtniško znanje. In čim se ti omejiš z nečim, ne? Tako kot se omejiš, zdaj bom pa Star Trek film posnel. Ne bom posnel vesoljsko avanturo, nepovezano z ničem. In to so se oni zadali in to jim je ratal, sedi 5, tukaj se ni več sploh pogovarjal. Razen pač tvojega žarčenja in problema s tem. Ne, ampak jaz moram reči, da tako, jaz moram, tako bom rekel. Ta film ima okus Wrath of Khan. Na jeziku ga imaš, Wrath of Khan. Čeprav pol je prišla pa dvojka, ne? Into Darkness. Ja. Ampak dobro, to bo naslednjič, ker hočem, da je to bo itak zdaj po pauzi sicer, ampak nič slabega. Aha, ja, ampak zdaj pa tako, kot vedno, ne? Ja. Na koncu, ne? Film oceniva. In kot vedno, grem jaz čez vse ocene do zdaj. To je odlična ideja, saj si tako osvežimo spomin. Ok, Star Trek 1, Jure je dal 4, jaz sem dal 3,5. Preveč sem bil krut, ti pa še bolj. No, ampak nisala preveč, no.
Ne, veš kaj, zato ne, lej. Rekli smo, da ne bo preveč subjektivna pri teh zadevah. To je res, ampak hočem ti samo povedati, da pač zmeraj pol mislila, da so bila preveč kruta. Pa, če bi ga šla pa gledati, bi pa to dala že spet. To so se takrat pogovarjala. Ne moreš čez to. To je res. Ne moreš čez to. Ko pomisliš na en, kot ti je fajn, zato ker je to prvi Star Trek film in rečeš, to je pa saj 5 ali pa 6. Ampak ni, pa ga pa gledaš. Spomnim se vne. Res je, imaš. A veš, ne, spomnim se riti, ja. Spomnim se riti, točno to. Okay. 2, najvišja ocena možna, Kan. Ja. Ne, to je dejstvo. 3, Jure 7,5, Anže 7. Fair. S 3 sem najbolj zadovoljen. Ja, jaz tudi, se strinjam. Star Trek 4, Jure 8, Anže 9. Ja, fair. Vsakič znova. Star Trek 5, Jure 5,5, jaz 4,5. Ja. Ok, bolj mi je všeč kot tebi, ampak. Ja, ok, pozabimo 5. Star Trek 6, 2 devetke. 2 devetke. Star Trek 7, se pravi Generations, tam, kjer naj je nostalgija premagala. Ja, to je ok. Ne, pustiva bo oceno, ampak kjer naj je nostalgija premagala, Jure 9,7, jaz 8,7. Ja. Težko je imeti Picarda pa Krka skupaj, Krk umre, pa da ti ne bo do. Veš, kaj hoče reči. Težko je, tle sva pač podlegla, ampak nad slabega. Ja. Okay. Star Trek 8, First Contact, Jure 9,5, jaz 9. Ja. To je v redu. To je zelo v redu. Ok, pojmo, zdaj te zadnje 2, ne? Ja. Se pravi 9, 8,5 pa 8, ti 8,5 jaz 8. Ok. To je ok, Insurrection je, pa jaz sem tudi rekel, pa ker sem ga gledal, ni klasika, ampak je pa Michael Piller, Star Trek film je. Star Trek film je. Ampak low octane. Tako. Amen. Mal premal je tak, ok. Pa Nemesis. Nemesis. Ja, 4,5 pa 4. Po pravici povedan, če ta film ne bi bil obrtniško na enih točkah toliko dobro narejen, bi bil slabši kot enka. To je res. Ampak je obrtniško na parih točkah res toliko dobro narejen. Specialni efekti so dobri. Se to pa še efekti, ja. Točno. In rečeš, ok. Ja. Star Trek 11, Star Trek 20. Sorry. Povej. Star Trek 2009 si hotel. Ja, 2009, povej. 9,5. 9,5? Se pravi, daješ ga na isto kot 8. Tako. Ok, 9,5. 9,5. Ja, ti vem, ti si res, kaj je fora, ful me zanima, kako bo pa Into Darkness, ne? To me res zanima, ampak jaz, ne, ti si dal 9,5. Jaz bom dal pa 8,5. 8,5. To je to. Veš, ker zdaj ga gledam, takole gledam, ne, a veš, jaz sem dal 4,9. Ta film ni boljši kot 4, kar se mene tiče. Res? Kar se mene tiče, ni boljši kot 4. Jaz imam 4 res cenim kot nekaj, kar ne bi smelo obstajati. In ne morem preko tega, ne. Zanimivo. Tudi 6, recimo, ne, mi je mogoče mal bolj Star Trek kot ta film, recimo, ne. Zanimivo. Ja, vidiš, men pa jaz pa enostavno, kako bi rekel, ta von po duhu Kana v tem filmu me enostavno zasenči do te mere, da ne morem dati manj kot 9,5. Okay, fair enough. Ker je to tudi eden tistih filmov, ki ga boš gledal, pa ne boš rekel, ok, zdaj pa. A ti lahko samo eno stvar predlagam? Povej. First Contact si dal 9,5. Ja? Oba bi dokle saj 9,6. Veš, kaj hočem reči? A že jih daš na isto ali ne? To je moje vprašanje. 9,6 dam tem filmu. A veš, kaj mislim? Ja, 9,6. Ker Generations nostalgija 9,7, fair enough, ne? Ja. Razumeš, tam je, okay? ja. A veš, da ga daš saj vmes, recimo. 9,6. Zmenen. 9,6. Zato, ker mi je boljši kot First Contact. Ja. Ampak eden od teh, ne? To je eden od teh filmov, ne? To je eden od teh filmov, ja. Tako, če gledaš, recimo, če 4 odmislva za trenutek, ne? 2, 6, 8, ne? Tako. Pa smo pa že klepo čas, ne? Ja. Več ali manj. Absolutno. Okay. Meni je to bolan film in nič ni narobe,
če ga gledaš, ne, ni tak film, da rabiš spet par let, da ga ne gledaš, da ti bo spet. Ja. Ampak je entertaining, če ga gledaš vsak teden. Odkar je na Netflixu, jaz sem ga zdaj, po mojem, sem ga v zadnjih 2 letih ne 3-krat gledal. Ja, jaz sem ga na DVD-ju takoj, ko je prišel ven, sem ga, ne vem, jaz prav res ogromen, kar sem ga gledal. Ker je popoln je, skoraj da popoln film. Okay, ja. Ker popolnost vemo, da je Kan. Popolnost je pa Kan, ne, in tudi bo po moje kar ostal. Ja. Sploh glede na to, kar je z Beyondom. V glavnem, ponarodeli admin, prosim. Ta podcast je zastonj. www.aparatu si podpri. Hvala. Lepa. V glavnem, zdaj jaz v bistvu ponašam tebe, kakao ponašaš mene. Fair enough. V glavnem, tole je bila 30. opazovalnica, zdaj je poletna pauza. Ampak še enkrat 8.8. Jazz Club Gajo, na eni točki bojo neke informacije na aparatus.si, bom kar na prvo stran dal. Če bo treba še kaj vedeti, bojo pa to žive podrobnosti, weird zadeve, jaz, Godler, Pižama in pa Boštjan Nahbar. Mogoče bom celo Anžeta prepričal v kanapeje. Nekaj treba pojesti. Bolj palčke. V glavnem. In pa midva bova na eni točki igrala golf. Pred poletjem. Zmenen. Zdaj pa za konc bom pa moja nova imitacija. Že Tomič, ki pride donacija, oziroma ki pride nakazilo na PayPal, strani podpri. Lepa. To se mora nehati. Res, to sem že 2-krat rekel. To se mora nehati. Adijo, Jure.